Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bomo govorili o cruelty free označbi na izdelkih. Zadnjič se je na mojem Instagramu kar dobra debata vnela, kar se tiče cruelty free, zato bi danes namenila temu nekaj več besed, ker ni vse črno-belo. Drugače pa želim že na začetku povedati, da se lahko prijavite na moj kanal in lajkate vsebino, ki vam je všeč. Zdaj pa direktno na temo. Kaj je cruelty free? Cruelty free po definiciji pomeni, da sestavine, polizdelek ali izdelek niso bili testirani na živalih. Vendar to ni nikakor zakonsko podprt izraz. To pač si lahko firma reče, ok, pač jaz ne testiram, torej si bom dal cruelty free označbo in to je to. Mi moramo verjeti, da pač ta izdelek ni bil testiran na živalih. Zdaj, ena stvar je tudi res, da vse sestavine, ki se uporabljajo v kozmetiki, so tekom zgodovine enkrat že bile testirane na živalih. Tako da jaz mislim, da ne moramo reči, da so ti izdelki cruelty free, ker vse sestavine so nekdaj, mogoče ne ravno za to firmo, bile testirane na živalih in zato imamo tudi dostop do teh podatkov in zato tudi ne rabimo upravljati več testov na živali in tudi zato, ker imamo danes tudi že veliko drugih alternativ. Ok, velikokrat vidim tudi, da prihaja do majčkeno zmešnjave, da je to enako vegansko. Cruelty free ni enako vegansko, daleč od tega. Vegansko pomeni, da so sestavine v izdelku zgolj samo na rastlinski osnovi, torej nobena sestavina ni živalskega izvora. Medtem ko cruelty free izdelku so lahko vse sestavine živalskega izvora, celo same živali so lahko noter. Primer so na primer karminsko rdeče barvilo, kjer so zdručkani hrošči, potem kakšna ta puder svile, ki v bistvu so skuhane sviloprejke, kolagen, kjer so dejansko zdručkana tkiva živali, potem tudi na primer lanolin, kjer ni dejansko potrjeno, da se z ovcami zelo lepo ravna, ko strižejo volno. Potem je tudi tukaj skvalen, ki je v bistvu iz olj jeter morskega psa in veliko morskih psov umre za to olje. Tako da cruelty free ni vegansko in po mojem mnenju je daleč od cruelty free. Lahko pomislimo tudi na to, da v kmetijstvu, ko pridelujejo vse te rastline in surovine za kozmetične izdelke, ogromno živali umre na teh velikih poljih, ko se to seje, ko se to žanja z ogromnimi stroji, ko se šprica s pesticidi. Tako da tukaj veliko živali si na teh poljih tudi išče hrano, išče zatočišče in so v procesu pridobivanja surovin, rastlinskih surovin, na primer rastlinskih izvlečkov, naravnih izvlečkov, ki so prisotni v vseh teh izdelkih, so v bistvu te živali ubite na poljih. Pač ne hote, ampak pride do žrtev in zato ne more biti katerikoli izdelek cruelty free po tej definiciji. Tudi moramo gledati, jaz gledam tudi cruelty free, da bi pomenil tudi nek etičen odnos do ljudi, ne samo do živali, ker gre za splošen izraz krutost, brez krutosti. Ampak za to miko, za pigment, na primer, ki se uporablja v izdelkih, naj bi v bistvu v teh rudnikih delali otroci. Potem, če gledamo za pridobivanje palmovega olja, je pač velika deforestacija gozdov in v bistvu to vpliva potem tudi na nosoroge, na orangutane in podobno. In torej pridemo spet do živali in to ni cruelty free. Lahko pa ima izdelek vseeno to označbo. Torej, ali nam ta označba res pove karkoli, razen to, da ta izdelek ni bil testiran na živalih? Ne. Evropska unija in Velika Britanija so prepovedale testiranje leta 2013. Države, ki ne testirajo, so tudi Avstralija, Indija, Izrael, Nova Zelandija, Norveška, Švica, Islandija, Turčija, Kolumbija, Tajvan, Južna Koreja oziroma cel svet gre v to smer. Večinoma v bistvu zdaj tudi v drugih državah, ZDA, Kanada, pač ni prepovedano, ampak se več ne delajo testiranja, ker se finančno ne splačajo, ker so to zelo draga testiranja in ker so druge alternativne metode in ker že imamo dokumente za večino sestavin, ki nam povejo, kaj se je zgodilo, ko je bila ta sestavina testirana na živalih. Zato v bistvu več se ne rabi delati teh testov.
Ampak vseeno imamo to označbo v Evropi. Zakaj, če je prepovedano? Večinoma zaradi Kitajske. Zaradi tega, ker na Kitajskem, če želi brand prodajati na Kitajskem, mora narediti testiranje na živalih, preden se začne ta izdelek prodajati na Kitajskem. In enkrat, ko se to naredi, izgubi označbo v Evropi. Torej v Evropi se lahko prodaja izdelek, ki je testiran na živalih na Kitajskem, vendar nima te označbe. In ne more pridobiti te označbe. In to so na primer Benefit, Caudalie, Clarins Clinique, Dior, Estée Lauder, Gucci, Revlon, L'Oreal. Torej na teh ne boste nikoli videli te označbe. Te brendi hočejo prodajati na kitajskem trgu, zato ker je kitajski trg zelo velik in seveda je to velik kos pogače profita. Zato pač se odločijo, da te označbe ne bojo imeli in bojo pač mogli za nove izdelke testirati na živalih zaradi importa na Kitajsko. Je pa kitajska zakonodaja zelo zakomplicirana. Na Kitajskem, če želite prodajati Hongkongu, Makau in pa Tajvanu, lahko izdelke prodajate cruelty free, ker to ni mainland China. To je poseben del Kitajske, kjer vi lahko prodajate cruelty free, če pride izdelek na Kitajsko. Potem tudi, če želite prodajati na kitajski splet, lahko izdelek ohrani cruelty free in ni potrebno, da je testiran na živalih. In pa zdaj 1.5.2021 se je pa tudi neka Kitajska približala temu, da bi manj testirali in so razdelili svojo kozmetiko na splošno in pa specifično. Specifična se nujno mora testirati na živalih, tudi tista, ki je narejena na Kitajski, splošna pa ne. In splošna je na primer make-up, nega kože, nega las, laki za nohte in parfumi. Specialna pa je torej kreme za zaščito pred sončenjem, barve za lase, za oblikovanje las, proti izpadanju las, za svetljenje las, če je kakšna nova učinkovina v izdelku, za otroško kozmetiko in tako, kot sem rekla, tudi tiste, ki je pač bila narejena na Kitajskem. Zaradi tega, ker v bistvu, če pa brand je iz Kitajske in naredi na Kitajskem izdelek, ima pa lahko cruelty free označbo. Samo za import izdelke se mora pridobiti rezultate testiranja na živalih, ker naj bi s tem zaščitili torej svoje državljane. Tako, ta kitajska zakonodaja je kar zapletena. Torej, tale označba praktično obstaja samo še zaradi Kitajske in ko bo Kitajska umaknila testiranje na živalih, potem te označbe sploh več ne bo. Zdaj to ne vem, če se bo kaj kmalu zgodilo, ker pač so glede tega še vedno zelo striktni. Drugače pa, na primer, če želite to cruelty free, še vedno zagovarjate to cruelty free označbo, ja, ima nek plus, pač ta izdelek ni bil testiran, ampak kaj pa njegova mama brand? Naprimer, če ta firma v bistvu spada pod L'Oreal, kar večina firm skoraj danes spadajo, L'Oreal testira na živalih, kaj potem tudi ta firma lahko sploh cruelty free. Naprimer LVMH, pod katerega spada Sephora, tudi testira na živalih. Sephora ima pod sabo vse brande možne, tudi tiste, ki naj bi bili cruelty free označbo, ampak kako je lahko potem ta izdelek cruelty free, če deluje pod ustanovo, ki testira na živalih. Tako da, tle je zelo debatable tema, a ne? Mene moti, na primer, ker mislijo, da so ti brendi nekaj več, zaradi tega, ker imajo to označbo. Ne, niso nekaj več. Tudi vaše sestavine so bile včasih enkrat nekje testirane na živalih. Za rastlinske izvlečke je mogoče umrlo veliko živali. Sestavine znotraj izdelka so lahko povzročile krutost nad živalmi ali pa nad ljudmi. Tako da najte eno definicijo zase. Jaz sem striktno proti testiranju na živalih, ker res danes imamo toliko alternativnih metod in tudi že pridobljenih podatkov, da v bistvu ne bi potrebovali več testiranja na živalih, ampak Kitajska pač
dela stvari na svoj način. Upam, da se bo tudi to kmalu uredilo. Naj vam bo Ustvarite si svojo definicijo, kaj je vam najbolj pomembno pri produktu, in mogoče je bolj pomembno, da je vegansko, da so mogoče rastlinskega izvora, ker kot ste videli, mogoče sem vam malo razširila obzorja, kaj zame je cruelty free in kaj dejansko pomeni tista označba na izdelku. Tako da, to je bilo samo moje mnenje, lajkajte, subscribite se, tokrat sem se spomnila, prijavite se na moj kanal in do naslednjič, lepo se imejte in čau, čau!